Pri folklori mi je najboljše pač seveda druženje s prijatelji, od plesov pa koreografija, mogoče kuhle. Zdaj sem v civilki, to je navadno oblačilo, potem pa, ko stopiš na fundus, takrat potem režeš skoraj vse pokrajine Slovenije. Ko sem začela folkloro plesati, sem bila stara 4-5 let. Probamo neke običaje, te, ki so včasih bili, da kot predstavimo. To se z glasbo in plesom ponazorilo. In potujemo, ko smo bili v Egiptu. Nekako fascinantni smo bili tam, ker smo bili v bistvu edini nekih nošah, frizure natančne. Občutek nastopati na takšnem festivalu je zelo vznemirljiv, saj je bilo zelo veliko kamer, ki nas je snemalo. Potem tudi zelo veliko ljudi nas je prišlo gledati. Tudi če se na turneji zgodi, da slučajno kdo zboli ali pa kaj, moram, naprimer, če katera violina ni prisotna, moram uskočiti. In v bistvu moram vse znati, melodije, v bistvu na harmoniko igrati. Moramo imeti ritem, posluh in moramo imeti lepo držo, se smejati in vse, kar sodi zraven. Mora biti modro samozavesten, nasmejan. Če se zmoti, se načeloma ne sme z mimiko obraza pokazati, da sem se zmotil, ne? Ampak mora se delati, kot da ni. V noši so posebna pravila, ne smemo jesti, ne smemo piti, tudi sedeti naj ne bi smeli, saj noš ne smemo zmučkati. Ko gremo kam na kakšne nastope, se mora Slovenija prvo sleči in potem kako malo gre jesti. Sošolcem je v bistvu kar smešno. Tudi to, da igram harmoniko, jim je smešno nekako. Rečem jim pač, da mi je fajn, pa da to delam zato, ker sem se tako odločil, da lahko si mislijo karkoli. Tudi ko sem rekel, da sem šel v Egipt s folklorem, je bilo v bistvu zanimivo, ker si niso mislili, da v taki meri pa vseeno to je. Tudi oni se mi zdi, da so bili malo ponosni, da njihova sošolka gre v Egipt in to.